Zdaj pa v Sirijo, kjer potekajo nadaljne parlamentarne volitve v pretežno kurdskem severovzhodnem delu države, vključno s Hasako in Kobanjem. To se dogaja nekaj mesecev potem, ko so ta območja po smrtonosnih spopadih januarja ponovno prišla pod nadzor Damaska. Glasovanje zapolnjuje zadnjih 11 sedežev v prvem sirskem parlamentu, odkar je Bašar al-Asad bil odstavljen. Vendar to ni popolna demokratična prenova. Večina sedežev je izbranih prek volilnih kolegijev, medtem ko predsednik Ahmed al-Šara neposredno imenuje tretjino parlamenta. Za nadaljno razpravo se nam pridružuje Sjervan Kajo, kurdski novinar in raziskovalec. Sjervan, ali te volitve trenutno kurdskim območjem zagotavljajo resnično zastopanost? Ali bi to opisali bolj kot formalen postopek, ki na koncu ne pomeni veliko? Najprej hvala, da ste me povabili. Mislim, da tega ne bi nujno imenoval volitve. Kot ste rekli, je šlo za izbirni postopek, ne samo v kurdski regiji, ampak po vsej državi, da sta imela režim Damask in predsednik Ahmed al-Šara, začasni predsednik Ahmed al-Šara, osebno veliko pri tem. Kar zadeva izbiro volilnih komisij po vsej državi, pa tudi tretjino neposrednega izbiranja članov sirskega parlamenta. Tako da seveda Kurdi niso zadovoljni z samim postopkom. In število predstavnikov, ki so bili izbrani za začasni parlament za naslednja 4 leta. O zakonitosti samega glasovanja je veliko za razpravljati, vendar je celoten postopek pomanjkljiv. In prav tako poudarja, koliko se je Sirija ponovno centralizirala pod temi novimi oblastmi v Damasku. Kako Kurdi trenutno gledajo na državo pod to novo vlado v Damasku v primerjavi s tem, kako je bilo pod Asadom? No, najprej so Kurdi več kot 12 let uživali dejansko avtonomijo v večjem delu severne in severovzhodne Sirije. V tem času so Kurdi lahko razvili lastne institucije. In zdaj je vse to izginilo. Po januarskih spopadih in kasnejšem dogovoru med sirskimi demokratičnimi silami pod kurdskim vodstvom in Damaskom. Potem, ko so Združene države dejansko zapustile Kurde in sile pod kurdskim vodstvom, seveda so bili Kurdi že prej prikrajšani za osnovne pravice, brez političnega zastopstva na lokalni in nacionalni ravni. Prav tako so bili prikrajšani za osnovne pravice, kot sta pravica do uporabe in poučevanja kurdskega jezika ter druge kulturne in jezikovne pravice. Nekatere od teh pravic so bili Kurdi deležni, veste, v času te administracije, te začasne vlade v Damasku. Naprimer, kurdski je zdaj priznan kot nacionalni jezik, ne kot uradni jezik, ampak kot nacionalni jezik, kar je razlika in vodi do številnih interpretacij. V nasprotju s priznanjem na nacionalni ravni. Ampak hkrati je to rekel bi, da je to malo paradoksalno, ne. Po eni strani je vlada v Damasku naredila določene korake glede kurdskega vprašanja, ki jih v bistvu nobena vlada v sodobni zgodovini Sirije od osamosvojitve od Francije naprej ni naredila. Ampak hkrati je ta vlada pripravljena ubijati Kurde, ki nasprotujejo Damasku in njegovi oblasti. Tako je, to za Kurde dvorezen meč. Ta izbira članov parlamenta je bila posebej izvedena zelo previdno, kar odraža agendo Damaska za vse, kar sledi v Siriji. Vemo ja. Kaj torej pričakujete, da se bo zgodilo po tem izbirnem postopku? Ali menite, da bo to nov vir napetosti, zlasti v tej severovzhodni regiji Sirije? Definitivno. Mislim, eden glavnih vzrokov za državljansko vojno leta 2011 je bil prav ta sistem močne centralizacije po vsej državi, s katerim ljudje na lokalni ravni niso bili zadovoljni glede načina vodenja stvari. Vse je bilo dobesedno vodeno in nadzorovano iz Damaska. Ista stvar se dogaja, čeprav na drugačen način, saj je Damask poskušal ponovno vzpostaviti svojo oblast po vsej državi. Tako bodo napetosti tam ostale.
Morda bomo videli nekaj kratkoročne do srednjeročne stabilnosti, vendar pa Sirija na dolgi rok ne bo uživala nobene vrste stabilnosti, ki jo želi doseči vlada Bašarja z ali brez mednarodne podpore. Tako da mislim, da se vprašanje nanaša na to, kakšen sistem vladanja bi lahko imela Sirija. Govorimo o federalnem sistemu, govorimo o upravno decentraliziranem sistemu ali o povsem centraliziranem sistemu, kot ga je imela Sirija, še posebej pod vladavino Baata. Več kot 50 let, 50 letij, torej se vprašanja ne bodo rešila čez noč, vendar verjamem v to. Če se bo trenutna miselnost v Damasku nadaljevala in bodo Kurde še naprej politično in družbeno vse bolj marginalizirali, se bodo napetosti znova pojavile. Ne glede na to, ali bo Damasku uspelo razpustiti kurdske sile in jih vključiti ali absorbirati v sirske obrambne institucije, verjamem, da mora Damask to razumeti. Če želijo, da so Kurdi v celoti vključeni v sirsko državo, je treba najprej priznati kurdske pravice. Preden govorimo o dodeljevanju položajev tu in tam, o simbolični, vključitvi določenih članov kurdske skupnosti, te stvari ne bodo rešile dolgoletnih težav in zamer, ki jih imajo Kurdi že toliko let. Zelo pomembno, še posebej, ko gledamo v prihodnost in kaj bi se lahko zgodilo v Siriji. Sirvan Kajo, lepo, da ste bili danes z nami na i24 News English. Hvala. Hvala, da ste me povabili.